Motivacija za leto 2023. Naj postane zahvala in hvaležnost naša stalnica. Moji dragi soustvarjalci, dobrodošli na kanalu Vrtinec ljubezni. Pred nami je novo leto, leto 2023 in že 5. motivacija za novo leto. 5. leto že skupaj soustvarjamo ta kanal. Vseh nas naročnikov je že skoraj 4000 in imamo več kot 1.100.000 pregledov. Iskrena hvala. Hvala, ker ste, to mi res veliko pomeni. Vstopili smo v novo leto, v leto 2023. Če to leto spremenimo le eno stvar, naj bo to, da se naučimo zahvaljevati. Ne le danes, temveč vsak dan bodimo hvaležni. Vsako jutro se zbudimo z mislijo na zahvalo za ta dan, ki je pred nami. Bodimo hvaležni, da smo se ponovno zbudili v nov dan. Zahvalimo se življenju, zahvalimo se še enemu novemu dnevu. Bodimo hvaležni za nove priložnosti, ki smo jih ponovno dobili. Iskreno se zahvalimo svojemu telesu, ker nam služi, svojemu srcu, ker brezpogojno bije za nas. Bodimo hvaležni za svoje organe. Bodimo hvaležni, da imamo topel dom. Hvaležni za družino, prijatelje, službo in še bi lahko naštevali. Naj ne mine dan, da se ne bi vsaj enkrat zahvalili. Kajti prav hvaležnost je tista, ki bo popolnoma spremenila naše življenje. Hvala novemu letu, hvala še enemu novemu dnevu in hvala za nove priložnosti, ki nas ponovno čakajo. V teh prvih dneh novega leta si velikokrat postavljamo nove cilje, imamo nove želje, ki bi jih radi ustvarili, ter nove zaobljube. Vedimo, da vse želje, ki prihajajo iz našega srca, so tiste prave želje. To so inspirativne ideje, ki nas vodijo skozi življenje in nam odkrivajo naš božanski potencial, ki ga vsi nosimo v sebi. Zelo pomembno je, kako in na kakšen način si nekaj zaželimo. Kmalu odkrijemo, da nas ne osrečuje tisto, kar prihaja od zunaj k nam, temveč nas osrečuje in izpopolnjuje le tisto, kar iskreno in brezpogojno prihaja prav iz našega srca. Ko se bomo mi sami spremenili, ko bomo mi sami postali drugačni, takrat se nam bo spremenilo naše življenje. Žal pa največkrat skozi življenje stopamo nezavedno, ter se sploh ne zavedamo, kaj se nam dogaja. Mine trenutek, mine dan, mine leto, ne da bi se tega sploh zavedali. Zdaj, v tem letu je čas, da se prebudimo, kajti le prebujena duša lahko skozi življenje hodi veličastno in izpolnjeno. In to si vsi zaslužimo.
Ta trenutek sami sebe vprašajmo, kakšna oseba želim biti? Kakšna oseba želim postati? Kaj si pravzaprav želim? Dajmo sami sebi čas, dajmo si svobodo in si res iskreno odgovorimo na to vprašanje. Verjemimo in zaupajmo, da nam je vse mogoče. Ustvarimo lahko vse svoje želje, bodimo igrivi, bodimo iskreni in radostni. Bodimo kot majhni otroci brez zavor, brez omejujočih prepričanj. Prisluhnimo svojemu notranjemu otroku ter mu sledimo. Varni smo, ljubljeni smo. Potujmo k svojemu višjemu jazu, le zaupajmo ter se popolnoma predajmo. Postanimo učenci, kajti vsi se neprestano učimo ter rastemo na svoji poti. Življenje samo nas uči, učimo se iz svojih izkušenj in ravno tako iz svojih napak. Prevzemimo odgovornost za prav vse, kar se nam dogaja. Vsi mi imamo v sebi ves svoj potencial in sposobnosti, da na vse življenjske situacije odgovarjamo ter reagiramo na nov način, na način, ki je pravi, na način, ki nam prinaša notranji mir. Ko v sebi občutimo, da je to tisto iskreno in pravo, ko dobimo inspiracijo, takrat pojdimo v akcijo. Ne čakajmo na jutri ali ko bo bolje. Dovolimo, da naša notranja svetloba zažari tudi navzven. Bodimo potrpežljivi ter nežni do sebe in tudi do drugih. Sledimo ter prisluhnimo svojemu srcu in tako bomo vedno bližje svojemu višjemu jazu, svojemu bistvu. Po svoji poti hodimo lahkotno, radostno, z nasmehom na svojem obrazu. Zaupajmo ter se popolnoma predajmo. Vidimo, da bomo tako vedno našli svoj pravi cilj. Odkrili bomo, kdo smo pravzaprav mi sami, ter koliko smo vredni, prav vsak izmed nas. Odkrili bomo, da smo svetloba in da je življenje samo svetloba. Odkrili bomo, da smo ljubezen, da smo radost. Zavedajmo se, da mi smo ljubezen, mi smo svetloba in mi smo radost. Na takšen način bomo vsak dan vse bolj in bolj zaljubljeni v življenje. Ko bomo resnično ljubili življenje, takrat bomo vsem videli čudež. Videli bomo kreacijo, postali bomo izpolnjeni, življenje samo bo postalo čudež. Mar si tega ne želimo vsi? Naj bo leto 2023 polno čudežev, naj bo to najboljše leto doslej. To leto izkoristimo na najboljši možni način.
to leto bo najlepše, če bomo mi tako želeli ter se tako odločili. Verjemimo in zaupajmo, da je lahko tako. Vsi v sebi poiščimo tisti pravi notranji mir, ki nam bo dal moči, da bomo lahko zasijali v vsej svoji velikosti. Da bomo sijali tudi takrat, ko bo vse okoli nas temno. Da bomo mi sami tisti žarek upanja, ne le zase, temveč tudi za druge. Za nami je leto, v katerem se je spremenilo veliko. Morda so se nam zgodile tudi stvari, ki nam niso bile všeč. Stvari, ki jih nismo želeli in smo jih najmanj pričakovali. Morda smo imeli veliko padcev, vendar zagotovo tudi vzpone. Vedimo, da smo se iz svojih napak, iz svojih izkušenj, predvsem neprijetnih, največ naučili. Naučili smo se novih stvari, postali smo še bogatejši ter še modrejši za nove izkušnje ter nova spoznanja. Nihče izmed nas ne ve, kaj se bo letos zgodilo. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo jutri. Še za danes ne vemo. Vendar je to upanje, ki nam vedno ostane. Vsi mi si želimo lepih in dobrih stvari. Vsi mi si želimo najlepše leto. Zato se le odločimo, da bo tako. Četudi se nam bo takoj zgodilo kaj neprijetnega in slabega, nekaj, kar nam morda ne bo všeč, se bodo morda pojavili problemi in težave, morda situacije, ki jih ne bomo pričakovali, še manj želeli, se nikoli in nikdar ne ustavimo, ne izgubimo upanja, ne izgubimo vere. Nikoli in nikdar ne odnehajmo. Zavedajmo se, da je to šele začetek leta in vse se lahko še spremeni. Zavedajmo se, da vse mine. Zaupajmo sebi, zaupajmo življenju ter verjemimo, da nam bo uspelo. Če ne prvič, poskusimo znova in znova. Naj bo to leto res najlepše in najboljše leto doslej. Bodimo resnično to, kar smo. Živimo svoje sanje. Zavedajmo se svoje vrednosti ter svoje notranje moči. Poslušajmo sebe, prisluhnimo svojemu notranjemu glasu, ne predajmo se ter se ne pustimo plašiti. Zavedajmo se, da ima vsak svojo resnico, ki pa ni nujno tudi naša resnica. To, kar drugi mislijo, nas ne sme prizadeti. To, kar si drugi mislijo, je le njihovo mišljenje. Mi imamo svoje misli, ter mi imamo svojo resnico. Tega nikoli ne pozabimo. Vedimo, da se nam bodo dogajale napake, krivice, da se bomo motili,
vendar motiti se je človeško in popolnoma naravno. Vedimo, da se nam bodo vse te napake dogajale le zato, da se bomo iz njih učili ter rasli na svoji poti. Na te svoje napake raje gledamo kot na neuspele poskuse, ki nas bodo naredili še boljše in še močnejše. Vedimo, da smo vsi mi sposobni neverjetnih stvari. Le zaupajmo ter verjemimo v sebe. Verjemimo v življenje, verjemimo v Božjo pomoč. Zapišimo si svoje cilje, zapisujmo svoje želje, svoje sanje, kajti zapisana beseda ima veliko večjo moč. Ko pišemo, to tudi občutimo in tako bomo z lahkoto vse to tudi pritegnili v svoje življenje. Zato bodimo osredotočeni na vse to, kar si želimo. Zaupajmo si ter poslušajmo sebe. Zavedajmo se, da smo mi sami ustvarjalci svojega življenja. Razumimo sebe ter se zavedajmo, da nismo popolni in idealni. Nihče izmed nas ni popoln, nihče izmed nas ni idealen. Sprejmimo se prav take, kot smo, z vsemi svojimi napakami in zmotami. Morda se nam bodo še vedno zgodile situacije, ko bomo reagirali na način, ki si ga ne bi želeli. Morda bomo prizadeli svoje najdražje, bomo besni na sebe in na druge, se bomo jezili, kritizirali in tako dalje. Vendar se vse to dogaja in je popolnoma normalno. Vedimo, da vsi v dani situaciji vedno reagiramo najbolje, kot znamo v tistem trenutku. Zato se ne obtožujmo, niti ne sodimo. Ravno tako ne obtožujmo drugih. Vsi delajo le najbolje, kot znajo. Vsi mi smo le ljudje. Pomembno je, da ne ostanemo predolgo v tej nizki vibraciji. Pomembno je, da se čim prej spet dvignemo. Vsem želim, da bi bilo novo leto zdravo, srečno in zadovoljno. Kako biti srečni? Kaj sreča pravzaprav je? Vedimo, da je sreča le stvar izbire ter stvar naše odločitve. Če smo pripravljeni, da se odločimo, da bomo srečni, ne glede na vse, potem bomo zagotovo srečni. Vsem iskreno želim, da rastemo na svoji poti, da vsak dan postajamo še boljša osebnost, da napredujemo in se razvijamo, ter da se učimo iz svojih in tudi drugih napak. Da se bo zgodila sprememba, moramo sprejeti vse to, kar se nam dogaja. Tudi, če nam to ni všeč. Zavedajmo se, da nikoli ni vse idealno, da nam ne bo šlo vedno vse le dobro. Vendar je to popolnoma normalno. Vse to le sprejmimo
ter blagoslovimo in odpustimo, da gre. Ne upirajmo se temu, ter ne dajemo svoje pozornosti, le sprejmimo vse to. Prav sprejemanje je prvi korak spremembe. Vsako jutro, vse dni v novem letu se zbudimo z mislijo, da bomo vsak dan še boljši človek. Vprašajmo se, kaj lahko danes storim, da bom še boljši, da bom še boljša. Trudimo si pustiti pečat v času, v katerem živimo. Delajmo stvari, po katerih se nas bodo drugi radi spomnili. Sami bodimo sprememba, ki bi jo radi videli pri drugih. Bodimo iskreni do sebe in iskreni do drugih. Zavedajmo se, da je življenje potovanje, za katerega nihče ne dobi zemljevida. Vsakdo potuje po svoje in si sam riše svoj zemljevid. Vsak dan si rišimo takšen zemljevid, kot si ga želimo. Naj bo naše potovanje polno čudežev ter nepozabnih doživetij. Naj bo leto 2023 najlepše leto doslej. Imam vas rada, z ljubeznijo, vaša Ema. Srečno!